Drage ljubitelice in ljubitelji nogometa, še posebej navijači rumene družine, dobrodošli v novem magazinu nogometnega kluba Domžale Skozi rumena očala. Zakaj skozi rumena očala? Zagotovo poznate te zafrkancije med navijači, ko recimo Violi rečeš, pa daj dol ta vijolična očala in priznaj, da so bile Domžale boljše. Ali pa Dragonsu, da je edino on skozi zelena očala videl penal za Olimpijo. Ker je to naša oddaja, bomo seveda nogometni svet naših mladih selekcij in članske ekipe spremljali skozi rumena očala. Ker je čas, da začnemo, je seveda prav, da jih nadanem. Kaj ne? Takole. Se že bolje vidi domžalski nogometni svet. V oddaji vam obljubljam zanimivosti iz zakulisja. Poročila o dogajanju v klubu na vseh ravneh. Skoraj bi lahko rekel, da bomo poročali tudi iz WC-ja. Spoznali boste igralce, tako ta mlade in tiste ta najbolj izkušene, skupaj se bomo smejali nerodnostim, posebnim izzivom in šalam nogometašev. Na koncu oddaje vas bo seveda čakala tudi nagradna igra. Sam povem, da ne bo kdo rekel, pa ravno na koncu, ko sem zaspal. V današnji oddaji vas čaka bon v vrednosti 50 evrov, ki ga lahko unovčite za pico, klobaso ali kaj drugega v pivnici in pivovarni Adam Ravbar v Domžalah. Seveda, če boste imeli malce sreče in boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje. Seveda sem se dogovoril, da teh 50 evrov lahko zamenjate tudi za odličen domač hmeljev zvarek. Zato res vztrajajte do konca oddaje. Smo v zimskem prvenstvenem odmoru in v času priprav na spomladanski del. Članska zasedba je prvi del v Umagu že oddelala, za njo so tudi že 4 pripravljalne tekme. Dajmo skupaj preveriti rezultate. Na prvi tekmi nas je čakala odlična hrvaška ekipa Rijeka in zato veseli tudi zmaga s 3-2. Seveda rezultat ni v prvi vrsti, saj trenerji preverjajo igralce z mnogimi menjavami, z občutek je pa seveda bolje, če zmagaš. Med drugim se je izkazal tudi mladi vratar Klemen, ki je Rijeki ubranil 11-metrovko, nato pa še streli z drugega poskusa. A ni model? Vam rečem, iz tega fanta še nekaj bo. V drugi tekmi je bila nasproti madžarska ekipa Budafoki. Odprta tekma, ki se je končala z neodločenim izidom 2-2. Kaj pa to? A ste videli ta gol Slobodana Vuka? Sam to bom rekel, naj ti tako nastavljena noga ostane do konca prvenstva. V tretji tekmi proti Dinamu iz Zagreba smo odigrali odličen prvi polčas, v katerem ni bilo zadetkov, žal pa so se v drugem prikradle naše napake in na hitro smo prejeli 3 zadetke. Kdo bi si mislil, da bo četrta tekma proti hrvaški ekipi Orient preslikava tretje? Enaki zid in podobna polčasa. Trener Dejan Đuranović je s prvim delom priprav zadovoljen. Tekme pa je pokomentiral takole. Na vseh teh tekmah je bilo zelo veliko tudi dobrih stvari. Prvi 2 tekmi so bile tudi rezultatsko dobre in uspešne. V drugih 2 tekmah lahko rečem, da smo prve polčase, bomo rekel, odigrali zelo dobro. Za odlično bi bilo potrebno izkoristiti priložnosti, ki smo se jih ustvarili, posebej prva tekma proti Dinamu iz Zagreba, ker so nastopili v najmočnejši zasedbi, smo dejansko odigrali res zelo dober polčas. Še ena novica iz trenerskega štaba. Zimski prestopni rok ni samo možnost kadrovskih pridobitev med igralci, ampak se lahko ukrepi tudi trenerski del. Veseli smo, da se je to zgodilo tudi v našem primeru, ker je iz nogometnega kluba Radomlje prišel nekdo, ki našo ekipo dobro pozna in ima tudi obilico izkušenj in znanja. Rok Hanžič, dobrodošel nazaj. Bi lahko rekel, da so Domžale moj klub. Ne bom rekel, da so matični, ker sem pač kot igralec začel na Olimpiji, vendar pa so mi Domžale takrat omogočile, da se pač naredim kot igralec in pa seveda potem tudi kot trener, kjer sem začel z selekcijo U9, potem na poziv Luke Ilznerja, ki je takrat upravljal vlogo glavnega trenerja, še pomočnik. In sem zelo vesel, da sem se vrnil v
domač klub, domač kraj in sem zelo vesel. Seveda pa ni šlo brez tega, da smo v pripravah in pred kratkim najavljeni upokojitvi poprašali kapetana in podaljšano roko trenerja na igrišču Senijada Ibričića. Tudi priljubljeni Ibro je priprave pohvalil. Prvi del priprav v Umagu je za vami, vrnili ste se v Domžale. Kako bi jih ocenil? Pa dobro, mislim da je najbitnije da smo prošli svi zdravo, da nije bilo stvarno, niko se nije ozlijedio. Prvi dio je uvijek najteži i mislim da su već dvije nedjelje najteže za nama i da smo sad već spremni na ove druge treninge koji će vjerojatno biti više malo i s loptom, što mi igrači najviše volimo, tako da ajmo reći ovaj najteži dio je prošao uspješno i nadam se da će sad ovaj najlakši još bolji. Dve pripravljalni tekmi, Rijeka nelahek nasprotnik, pa vendarle zmaga s 3-2. Kako bi te dve tekme ocenili? Pa je sigurno, mislim, iako su prijateljske tekme da rezultat nije toliko bitan, više se gleda na ove malo fizičke stvari da odradimo, ali normalno i kad se igra i na treningu želiš pobijediti, tako si ove dvije utakmice, mislim pogotovo utakmica s Rijekom da je bila baš dobra. S naše strane igralo je puno tih mladih igrača koji su prvi put čak igrali s nama i mislim da je to najbitnije da smo dobili njih par tih mladi, a na kraju krajeva pobijediti Rijeku, a znamo svi da je dobra ekipa, nije mala stvar. Omenil si mlade igralce, veliko jih je bilo tokrat z vami. Kako ti kot legenda, veteran gledaš na te, ki pravzaprav šele prihajajo v člansko moštvo? Pa mislim da je ovo pravi put i svi znamo da klub kao Domžale su uvijek bili i puno radili s tim mladim igračima i da treba da bude tu, jer imamo iskreno i najbolju školu u Sloveniji. Sigurno su oni tu s pravom i s nama, tako da mi je drago da ih je puno tu, jer sigurno od njih ovako velikom broju će neko iskočiti, sigurno njih par da će se boriti s nama tu za mjesto u prvoj ekipi, tako da mi je baš drago i meni iskreno, kao što ste rekli, veteranu ili najstarijem igraču je drago i igra s tim mladim igračima i oni žele da uče, upijaju sve šta im se kaže. S druge strane, mene i nas starije malo tjeraju da se više borimo s njima i tako da je to super. Pred kratkim ste javno povedali, da je konec z letošnjo sezono vaše karijere. Prebral sem, da ste celo izjavili, tudi če smo prvaki, Ibro ne bo več igral. Se pravi, odločitev je zdaj dejansko dokončna. Znate kako se kaže, jednom te neko može prevariti, ali ako te dva puta neko prevari, onda se vjerojatno malo lud, da ne kažem nešto drugo. Prošle godine je plan bio da ja već prestanem igrati, pa ajde, imali smo dobru sezonu, izborili smo Europu, pa smo nekako i mene to vuklo, bio sam najbolji igrač i ljudi su me nagovorili, ali sad sam rekao da drugi put teško i to je sigurno definitivno da je ovo moja zadnja profesionalna sezona i sigurno na kraju sezone šta god da se desi, daj Bože da budemo prvaci ili da osvojimo pokal, to će mi biti, mislim, zadnje utakmice i tako da sigurno se ništa neće promijeniti. Kako pa je padla ta odločitev? Verjetno za profesionalnega igralca to ni lahka odločitev, da reče, obesil bom kopačke na klin. Verjetno je zorela nekaj časa. Kdo je tisti, ki je rekel konec je? Telo, glava, žena? Sigurno nije lako, još ste rekli, čitav život si u tome, ali dođe vrijeme za kraj. Mislim da dosta me ljudi pita je li mi teško, hoće mi biti teško. Smatram da neće, zato što iskreno, ja otkad sam u Sloveniji tu igram, baš uživam u tome, radim ovo što najviše volim. Ako sam ikad uživao sam i zadnjih 5 godina u Domžalama i mislim da je to samo došlo po sebi, i glava i tijelo, godine se tu, više da se ne lažemo i onda sam rekao bolje da stanem kad je pravi čas i želim otići u ono pravo vrijeme da me ljudi zapamte kao, ajmo reći, dobrog igrača, ne da sam se vukao tu po terenu. Eto, prošle godine sam imao priliku i bio sam ponovno najbolji igrač lige, tako da sve je to ono što je utjecalo na moju odluku, a iskreno kažem, mislim da je dosta, da je pravo vrijeme i da počnem raditi nešto drugo i 36 godina mislim da za profesionalnog nogometaša isto puno, skoro više od pola života sam igrao profesionalno, tako da sve mi je to, kažem, malo pomoglo, a s druge strane uči mi ovaj drugi posao i da kad prestanem igrati da ću automatski odmah početi nešto raditi u klubu, tako da
se veselim i tom drugom. Pred kratkim ste tudi dobili trenersko licenco, vas vleče tudi v trenerske vode? Pa gledajte, u nogometu ću biti sigurno. Čitav život sam u tome, ništa drugo ne radim osim toga i bit ću sigurno. Iskreno sad se trenutno ne vidim u tome jer sam rekao da sam već 20 godina kao profesionalni nogometaš i kao trener su sigurno još puno veće obaveze i zato se sad trenutno u tome ne vidim. Idem, završavam te licence i završit ću sigurno i ovu pro jer želim da to imam i nikad se ne zna kroz život šta može biti. Ali trenutno se vidim da ću, kad prestanem igrati, dobro odmoriti, da ću početi raditi ovo što sam već dogovorio s klubom, da ću biti sa prvom ekipom između igrača i uprave, taj neki dio, a onda poslije ćemo vremenom vidjeti kako će vrijeme pokazati pa šta će biti najbolje za mene. Eno nenogometno vprašanje, zdaj tu ste v Domžalah že precej časa. Kater del Domžal vam je najljubši? Imate kakšen kotiček v Domžalah, kamor radi zahajate, ki bi ga zdaj recimo priporočili gledalcem? Ihan. Sad pitat će se ljudi zašto, ali to moram reći zbog našeg Tapčija. Nije, šalim se, nego u Ihanu jednostavno i lučio sam tamo, pravim kuću, tamo ću živjeti, tako da je sigurno taj mi dio malo privlačio. A u Domžalama svi znamo da ima tih par mjesta gdje mi nogometaši svi idemo, tako da najviše je to, sad pogotovo kad se pripreme smo u našem baru, tako da kogod želim da popije s nama kavu, neka pride u bar i družit će se s nama. Ibro, pridemo na kavo. No, je pa Ibro omenil, da na mladih svet stoji in če on tako pravi, potem to zagotovo drži. Je pa o mladini v enem od svojih daljših intervjujev nekaj besed namenil tudi športni direktor nogometnega kluba Domžale Matej Oražem. Za oddajo smo si sposodili ta del, ko je govora o igranju. Če nič drugega, direktor, držali te bomo za besedo. Moram reči, da v jesenskem delu nismo zadovoljni s tem, kako smo vključevali mlade igralce. Tega je bilo absolutno premalo. To se pa seveda lahko popravi samo tako, da so pač oni vključeni v proces treninga, v igranje prijateljskih tekem in edin tako se lahko dokažejo in pa edin tako trener pridobi zaupanje, da jim bo priložnost namenil v naslednjih tekmah, ki prihajajo. Mislim, da v tem trenutku jih je zraven 9, zdaj 2 sta odpadla zaradi poškodb. Praktično eno enajsterico iz mladinske ekipe bomo imeli zraven. To je tudi nekak smer, v katero se želimo premakniti. To je kar velika številka, bi rekel. Absolutno, ampak moramo se zavedati, da, kot sem prej rekel, mi imamo trenutno pri nas najboljše mlade fante v Sloveniji. Poleg teh 9, ki so zraven, so verjetno še 3, ki bi si ravno tako zaslužili, da bi del priložnosti dobili. Tako da tle številčno nas res ne manjka. Je pa sedaj odgovornost na teh fantih in pa na trenerjih, da jih pripravijo, da bodo kar se da dobro pripravljeni, dočakali priložnost, jo potem dobili in upamo tudi izkoristili. Predvsem se bomo pa nagibali v smeri, da poizkušamo na tisti drugi poziciji, morda ne na najbolj udarni, ampak na uni rezervni poziciji povsod imeti svojega mladega igralca. Povsod pa seveda tudi nam to ne znese. Je treba računati, da so tukaj tudi kakšne poškodbe. Korona mal reže, šolske obveznosti so v teh letih lahko tudi zahtevne. V jesenskem delu so imeli naši fantje še mladinsko ligo prvakov, tako da nekih izkušenj so ogromno pridobili, zdaj pa velika odgovornost na klubu, da izkoristimo to bogatstvo, ki ga imamo in da jim ponudimo priložnost in da lahko zacvetijo tudi na prvoligaškem prizorišču. Bi pa lahko za letošnje zimske priprave v Umagu dejali, da so nekako že v smislu od besed k dejanjem. Tako je članska ekipa na priprave s seboj vzela kar 8 mladincev. Lepo in prav. In kako so se imeli? No vem, so bili pa ves čas nasmejani, ko sem jih obiskal. Pa kaj čem jaz govoriti? Naj mladina kar sama pove, kako je bilo. Mitja Ilinič je bil del mladinske brigade na delovni akciji v Umagu. Mitja, prvi teden priprav v Umagu so za vami. Ti si bil eden tistih mladincev, ki ste šli zraven s člansko vrsto, torej na te priprave na drug del sezone. Pa me seveda zanima, kakšne so razlike med nekim mladinskim treningom in članskim treningom. Kako si jih ti videl?
Ja, pač razlika je vidno prisotna, pač igra je veliko hitrejša, močnejši dueli so, vsako odločitev moraš sprejemati veliko hitrejše, ampak časoma se privadiš na to, tako da vsak trening je kasneje se privadiš in je lažje. Kako pa mladi igralci sprejmete to povabilo? Verjetno je nekaj veselja, ko slišiš, ja, zdaj bo šel pač člansko vrsto na pripravi. Ja, tako je. Pač meni, ko so povedali, da bom treniral za članim, je to res bilo wow. Pač tu je veliko igralcev, ki imajo ogromno minut na prvoligaški sceni, veliko igralcev tudi, ki so bili v tujini. Tako da vsak je zelo prijazen, ti pomaga, karkoli potrebuješ, vprašaš, ti pomaga. Tudi trenerji so za to, tako da res brez problema. No. Kaj pa mogoče samo druženje, hrana, hotel, je bilo vse v redu? Meni je osebno vse super. Veliko nas je prisotno tudi iz mladinske selekcije, tako da smo se mi med sabo bolj malo družili. Hrana je bila super, brez pripombe, tako da res brez pripombe. No. A je bilo boljše kot doma? Ja. Mogoče še fizičen del, videl sem tudi kar naporne fizične priprave, so pekle noge? Ja, noge so bile kar težke, ampak to damo čez in bo potem veliko lažje v prvenstvu. Če so vsi mladinci takole pridni in zagnani, potem je to prava pot. In o tem veliko ve vzhajajoča zvezda nogometa, ki je ravno iz naše domžalske mladinske šole naredil fantastičen prestop v Red Bull Salzburg. Z obilico zadetkov in svojo spretnostjo je postal eden od tistih, ki jih spremljajo največji klubi in se o njih veliko govori oziroma piše. Zato smo bili zelo veseli, ko nas je pred kratkim obiskal. Prav v Domžalah je Benjamin Šeško oddelal individualni trening in z veseljem dal tudi nasvet mladim igralcem. Fantje si morajo želeti igrati nogometa, mora biti željenje enega uspeha, si želeti vsak dan več, vsak trening pokazati več in več. In kadar je najtežje, takrat morajo stisniti zobe in pokazati svojo tisto pravo plat. Ali so narejeni za težke stvari ali preprosto odnehajo. Tako da point tega v bistvu je samo to, da ko je najtežje, je treba najbolj garati. Stavim, da si zdaj že mislite, ni slaba tale nova oddaja nogometnega kluba Domžale. Ampak kje je pa obljubljeni smeh? Ne biti neočakani. Se že bližamo koncu prvega gledanja skozi rumena očala in za zabavo smo se z igralci šli igrico Kaj bi raje. Prvi je bil na vrsti Zenih Usmani. Takoj potem pa sledi šala dneva, ki jo je pripravil Gaber Dobrovoljc. Zeni, kaj bi raje? Poslušal Balkan ali rock glasbo? Balkan. Bil svetovno znan ali povsem neznan? Povsem neznan. Opala. Športni avto ali terenec? Športni avto. Skok s padalom ali bungee jumping? Skok s padalom. Zakaj? Pa mislim, da je malo večja avantura kot bungee jumping. Odvisno kje bungee jumping. Cel dan gledal televizijo ali poslušal muziko? Televizijo pogledal. Kaj najraje gledaš? Najraje gledam kakšne filme. A bi bil raje hitrejši ali boljši na žogi? Oboje rabimo, ampak boljši na žogi. Bi raje potoval v preteklost ali prihodnost? V prihodnost. Zakaj? Pa preteklost vemo, kaj je bilo, v prihodnosti ne vemo. Bi raje jedel pico za zajtrk ali kosmiče za večerjo? Reše kosmiče za večerjo. Bi raje cel mesec treniral v Umagu ali v Domžalah? V Domžalah. Zakaj? Pa doma smo zaradi družine, zaradi teh stvari, ampak tudi v Umagu je zelo dobro. Bi raje treniral po dežju ali vetru? Po dežju. A bi raje imel doma psa ali mačko? Mačko. Imaš kakšno domačo žival? Nima. Ali bi raje nikoli več praznoval rojstnega dne ali božiča?
Pa Božiča ne praznujem, ampak rojstnega dne seveda da ja pa. A bi raje imel privat letalo ali zaseben otok? Privatno letalo. A bi raje pojedel žabo ali polža? Žabo. Zakaj? Nisam probal niti eno, niti drugo, ampak žaba mi se zdi tako malo več normalno. A bi raje ostal sred puščave ali sred morja? Sred morja. A bi bil rad glavni ali neviden na zabavi? Pa mislim, da bi vsak rad bil glavni. Tudi jaz. A bi se raje tuširal z mrzlo ali vrelo vodo? Zmrzlo. Kaj pa a bi raje prejel rdeč karton ali zabil avtogol? Odvisno od rezultata, ampak rajši rdeči karton. Ste videli junaka? Rad bi bil glavni na zabavi. Zeni predlagam, da odlično odigra spomladanski del sezone, potem si pa ta glavni na zabavi ob uspešnem zaključku sezone. Zdaj pa že čakate nagradno igro, a ne? Počasi. Prej vas moram še malo nasmejati. No, bolje rečeno, to nalogo ima danes naš obrambni igralec Gaber Dobrovoljc. Lej ga zlomka, mal je nogometno obarvana šala dneva. Kdo bi si mislil? Pride mož domov iz službe, pa vpraša ženo, a se je tekma že začela? Pa reče žena, ja, pred nekaj minutami. Pa vpraša mož, kako je pa rezultat, je že kakšen gol padel? Pa reče žena, ne, oba gola še stojita. Dame, se opravičujem, saj niste hude. Malce smo si vas posodili, a priznajte, da v večini vas nogomet ne zanima najbolj. Če smo slučajno katero od vas tako užalili, da se odkupimo lahko samo z vstopnico za prvo domačo tekmo spomladanskega dela, nam pa kar pišite na Facebook ali Instagram profil nogometnega kluba Domžale. Bomo že nekaj uredili. Za konec pa še tisto, kar ste verjetno najbolj čakali. Nagradna igra, ki vam lahko prinese bon v vrednosti 50 € za dobrote v pivnici in pivovarni Adam Ravbar v Domžalah. Senijada Ibričiča smo povprašali, kdo je njegov najljubši igralec slovenske nogometne lige, ki ni iz Domžal. Morda vas bo presenetil njegov izbor. Sam pa vam bo zastavil tudi nagradno vprašanje. Odgovor zapišite pod objavo te oddaje na Facebook profilu nogometnega kluba Domžale. Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali srečnega nagrajenca oziroma nagrajenko. Moj najljubši tekmec je Blaž Vrhovec iz Maribora. Nagradno vprašanje je, moj najljubši igralec v Evropi je... Drage moje in dragi moji, prišli smo do konca prvega gledanja skozi rumena očala. Preden se poslovim, vam samo namignem, da je ta igralec, ki ga iščemo, sicer tudi velik prijatelj našega Ibra. Več pa ne smem povedati. Hvala, ker nas spremljate, seveda pa bomo najbolj veseli, če se vidimo tudi na domžalskem stadionu, na eni od domačih tekem spomladanskega dela prvenstva. Da smo skupaj rumena družina. Nasvidenje.